Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. V športnem parku v Novi Gorici se pričenja 26. krog prve lige Telekom Slovenije. Uvodni dvoboj bosta uprizorila zadnjouvrščeni Ankaran Hrvatini in šestouvrščena Gorica. Danes je dobra priložnost za to, da Goričani vpišejo novo prvenstveno zmago. Felipe Santos, dvojna podaja, pa Santos, ki poskuša strelom obramba Sorčana. Celcer v sredino, dobra žoga in strel mimo gola večnega uslužbenca nogometnega društva Gorica. Gregorič, Marinič poskuša, odbija Bužan. Na drugo stran igrišča poskušal je, potem pa seveda zamudil in to je bil nevaren start. Morda tudi prvi rumeni karton na tej tekmi. Tule je Romero žoga malce ušla in potem je zadev s podplatom Celcerja. Stopil na položaj, ki ga je zasedal Aristoteles Romero. Zdaj je prav Nkama streljal in obramba Sorčana, to bo kot. Celcer s podajo, še en poskus. Celcer s podajo, previsoka žoga za Nagodeta, tudi tu je Gregorič, ki jo vrača v kazenski prostor in Osuđi je zadev. 0:1, 57. minuta, Goričani vodijo. Še en poskus Goričanov in na koncu Bužan. Suljić do strela. Lepo zdaj Suljić in Delgado. Delgado ima priložnost za Ankaran. Znova zunanji del mreže. Goričani so že v kazenskem prostoru. Đuzdanović in ni zadetka. Podaja zdaj še iz kota in 2:0. Bede Amarači, Osuđi v 83. minuti. No, tekme je zdaj konec. V novogoriškem športnem parku je Ankaran v vlogi domačina izgubil proti Gorici z izidom 0:2. Z igralcem manj, igralcem več, pravim, ponavlja se zgodba, hočemo nekaj narediti pametnega, ne vem, čudi me vse skupaj to, ne vem, ali ta zgodba vodi v eno smer, ne vem, kaj se dogaja, ampak skušali smo, začeli smo po tej desni strani, smo kar nekaj stvari dobrih naredili, pol nas je to presekala ta kontra, rdeč karton, pol tudi zadetek, ko smo ga dali, da je bil prekršek. Mislim, to, kar sem že opozarjal že prej, kriteriji hodijo vse na drugo stran. Tudi to, kar se dogaja, preverili smo tekmo, tudi v Celju smo pregledali situacijo in videli smo točno, kar je dejansko bilo na tekmi. Mislim, da smo bili tudi tam na tej tekmi, da nas je vse razbilo, kot se je nam danes tudi po 20 minutah ali pa manj razbilo to, kar se je danes zgodilo. Imeli smo v trenutku, fanti so se borili, ne more nič učitati, ampak na koncu mi smo za določene tekme dobimo, so igralci tudi kaznovani, vse to prihaja, ne vem, če je še kdo kaj kaznovan, ker bi mogel to sodelovati v tem projektu, ampak mislim, da je to brez veze. Moti me edino to, da hodi vse na drugo stran, da nič ne ostane na naši strani. Pravim, noben ne išče neko tolažbo v tem, da bi moglo biti, da ti nekdo nasloni, ampak mislim, da so pravila za obe ekipi bi mogli biti iste. Ja, mislim, da že prvi polčas bi mogli izkoristiti tiste šanse, ki so bili res zrele, da bi povedli tudi za 2 gola razlike, da nismo zadeli. Potem je pa dobro to, da smo bili zadosti potrpežljivi in čakali še svoje priložnosti, da smo tekmo pripeljali lepo do konca, čist rezultat. Zdaj se moramo napaliti zdaj za to tekmo, ki bo zdaj, ker moramo verjeti v to, da naredimo preobrat.